preko 70 tisoč je še vedno teh delničarjev v Republiki Sloveniji, ki imajo svoje delnice na ukinjenih registrskih računih. V primeru delniške opore jih lahko prenesejo brezplačno na odvetniški fiduciarni račun, ki je rešitev drugačna kot trgovalni račun pri borzno-posredniški družbi. Ne nazadnje tudi tisti, ki so na takšnih dragih računih, lahko svoje vrednostne papirje prenesejo k delniški opori v ta okvir in seveda stroški s tem v zvezi še enkrat zagotavljam. Mi smo ob ustanovitvi septembra leta 2016 obljubili, da ne bomo zviševali stroškov oziroma nadomestil v okviru programa delniške opore in tega smo se do zdaj držali in se bomo tudi vnaprej. Naj povem, ravno danes smo objavili nova splošna pravila, s katerimi smo se morali prilagoditi zakonu o trgu finančnih instrumentov, ki je stopil v veljavo v soboto 15. decembra in iz tega naslova navkljub vsemu, navkljub, če se milo izrazim, nagajanju strani tako finančne industrije kot zakonodajalca v smislu uzakonjanja še bolj oteženih okoliščin, bomo ohranili iste pogoje, iste stroške. Z drugimi besedami, če poenostavim, recimo imetništvo eno leto v okviru delniške opore je nadomestilo 9 evrov in to je pravzaprav tudi ves strošek, ki ga imetnik s tem ima. V tem okviru pa je seveda deležen tako zastopanja, kar se tiče skupščin delniških družb, morebitnih postopkov, ki jih peljemo, prizadevanj za skupne prodaje, kakor tudi dividend, ki jih sicer ne bi dobil, kakor tudi izplačil ali recimo odpravnine in podobnega, ki jih sicer ti delničarji ne bi dobili, kar pomeni, da ta sredstva vendarle za njih pridejo in se jim lahko tudi izplačajo, ko to sami želijo. Mi s tem v zvezi vodimo natančne evidence. V teh dobrih 2 letih lahko z veseljem izrazim zadovoljstvo, da se je program delniške opore res izkazal kot učinkovit. S tem namenom smo ga tudi ustanovili in pri njem bomo vztrajali. Navkljub temu, da smo bili recimo ob zadnjih spremembah zakona o trgu finančnih instrumentov, ko smo protestirali proti nekaterim predlogom, rešitvam, predlaganim strani Ministrstva za finance, pravzaprav odslovljeni na precej problematičen način. Skratka, ko smo dobili uradno obvestilo iz ministrstva, da tisti, ki jim ni všeč ureditev v Republiki Sloveniji, si pa naj račune odprejo v tujini. Veste, mi smo upali, da so ti časi daleč za nami, ko so nas pošiljali kam drugam in v tujino, ne vem, v Graz ali v Filadelfijo in podobno, da naj si pač v tem primeru ljudje račune odprejo drugje, če se želijo izogniti absolutno neracionalnim, pretiranim stroškom, ki so povezani z imetništvom vrednostnih papirjev, da se ne vračava še enkrat k vsem razlogom in vprašanjem, zakaj bi bilo smiselno kapitalski trg v Republiki Sloveniji razvijati, podpirati, stimulirati in kakšne vse dobre blagodejne učinke ima to generalno za gospodarstvo, kakor tudi za ljudi in gospodinjstva. Mi pa se tukaj iz pravzaprav zelo čudnih razlogov in momentov vredemo popolnoma drugače kot na drugi strani recimo tisti svet, po katerem se želimo zgledovati ali katerega del želimo biti.